V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, kristijani smo velikonočni ljudje. Kristus je vstal. Bog dela vse novo. Življenje je premagalo smrt. Ljubezen je premagala strah. Aleluja. Bog je slepo ulico spremenil v nov začetek. Iz rane na Božji roki, pribiti na križ, se je rodilo življenje odprtega groba. Preteklost nam ne vzbuja krivde. Sedanjost nas ne bremeni. Prihodnost nas ne straši, ker smo sledilci vstalega Kristusa. Prazen Kristusov grob je zibelka cerkve. Kristusovo vstajenje je razsvetlilo vesolje. Od takrat je vsaka nedelja tedenska velika noč. Zato danes praznujemo dvojno veliko noč. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri molitveno srečanje odpade, ker je velikonočni ponedeljek in praznik. V sredo ob 19. uri predavanje odpade, ker smo naslednji dan v četrtek ob 19. uri vabljeni na ekumensko bogoslužje ob veliki noči, ki bo v cerkvi svetega Jurija v Grčevju nad Otocem. Bogoslužje bomo pripravili skupaj z Rimokatoliško cerkvijo. Po bogoslužju bomo na tej idilični lokaciji deležni pogostitve. Pravijo, da gre človek z Grčevja lahko samo dobre volje. Zato pridimo in povabimo tudi druge. V četrtek ob 9:30, ob 9:30 dopoldan bo srečanje starejših vernic v cerkveni hiši v Čajarni. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa vabljeni na osrednje bogoslužje na tako imenovano Belo nedeljo. Z veseljem vam sporočam veselo novico, da so išle praznične številke revije Vode počitka. Revija za evangeljsko duhovnost in kulturno promocijo krščanstva. Tokratna številka je posebej bogata, drugačna od vseh ostalih. V njej je križanka, ki jo je pripravil vernik Rudi Lah, pa prispevek vernika Aljoše Verbetiča o znakih reformacije v naših krajih, pa kotiček za otroke, ideje za delavnice, zanimivosti, samo ocenjevalna anketa, drzne napredne teološke razprave, ki se ne bojijo vprašanj sodobnega človeka. Vode počitka povezujejo vero, kulturo, zgodovino, družbo, resno, igrivo, razmišljujoče in odprto. Zato vabim, vzemimo revijo, jo preberimo, prelistajmo, razmislimo in če nas nagovori, jo podarimo naprej. Revija Vode počitka nas čaka pri obeh izhodih iz cerkve. Stroški izdaje se krijejo s prostovoljnimi darovi, vse delo povezano z njo, tudi avtorji, pa volontirajo. V nadaljevanju bomo zapeli veselo pesem, ki pravi: nebesa razglašajo slavo vstalega. Srce mu dajem dar, srce
Biblično vodilo današnje velikonočne nedelje glasi: ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Prisluhnimo poeziji 118. psalma. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in se ga veselimo. Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o Gospodovih delih. Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati, moj Bog, tebe hočem povzdigovati. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Bog Oče, odpusti nam, ker takrat, ko je vse temno in se zdi, da sonce ne bo več nikoli posijalo, dvomimo, da lahko tvoja zvestoba do nas prebije skozi. Odpusti nam, ker pozabljamo, da je tvoja ljubezen do nas tako močna, da je niti smrt ne more zadržati. Odpusti nam, ker nam je postalo samoumevno, da gledaš onkraj naših grehov in nam jih odpuščaš. Odpusti nam, ker ko prihajamo k praznemu grobu, v njem ne vidimo svoje praznine in praznine sveta, ampak ga zapolnjujemo s svojimi izmisleki in dosežki, ker iščemo živega med mrtvimi. Ti pa stojiš ob nas in nas milo kličeš po imenu, da ne bi v svoji bolečini trepetali sami. Ustali Gospod, odpusti nam, ker hočemo ubežati pred teboj. Neprijetno nam je, ker se tako vedemo, a smo ti hvaležni, da nas tvoj ljubeči pogled umirja, teši, zdravi in rešuje, ker smo zate najbolj vredni. Besede milosti in slavospev pravita: kaj ti tako govori visoki in vzvišeni, ki večno prebiva in je njegovo ime sveto. Na višavi in v svetišču prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in ponižnem, v duhu, da poživljam duha ponižnim, da poživljam srce potrtim. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Ustali Kristus, srečaj nas v resničnosti današnjega dne, v bremenih, ki jih imenujemo, in v tistih, ki jih nosimo v tišini srca. Vdihni novo življenje, v utrujeno človeštvo, podari upanje svetu in svež pogum cerkvi, da bo pokončno zagovarjala resnico in pravičnost. Opolnomoči nas za priče vstajenja v trpečem svetu vojn, grozot, nasilja, zlomljenosti, nepravičnosti, revščine, brezdomstva, uničenega stvarstva, da bo svet osvetljen s svetlobo velike noči in ne bo potonil v pošastno temo interesov pohlepnih voditeljev. Prosimo te, da bi svet vlagal v mir, ne v vojno, kajti mir je dar velike noči. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu, pesmim in veroukarjem. Živi
Vstajenje mrtvih. Če se oznanja, da je bil Kristus obojen od mrtvih, kako morajo nekateri izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obojen. Če pa Kristus ni bil obojen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Poleg tega bi se tudi pokazalo, da smo lažnive Božje priče, ker smo proti Bogu pričali, češ, da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če je res, da mrtvi ne morejo biti obojeni. Če torej mrtvi ne morejo biti obojeni, tudi Kristus ni bil obojen. Če pa Kristus ni bil obojen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Sledi nastop veroučnih skupin. Počakaj me, da ti preštejem pike vse, da ti preštejem pike vse. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 10, pika polonica, prisluhni mi. Jezus živi, Jezus živi. Jezus živi, Jezus živi, pika polonica, počakaj me, da ti preštejem pike vse, da ti preštejem pike vse. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 10, pika polonica, prisluhni mi. Jezus živi, Jezus živi, Jezus živi, Jezus živi. Dobro morava pogledati, če nikogar ni tukaj, zdaj sva kot izvidnika. Res je, nikoli še nisem počela česa takšnega, ampak priznam, da je zanimivo. Če je vse v redu, morava reči, da je zrak čist, da bodo dekleta razumela. Da, zrak je čist. Reči čim glasneje, da te bodo slišala. Zrak je čist, akcija. Sta vidva videla v petek križanje? Jaz sem videl, tam sem bil. Kaj? Križanje? Sploh ne vem, da se je kaj zgodilo. Pa tudi, če bi vedel, me takšne stvari sploh ne zanimajo. Meni so starši prepovedali, da bi šla tja, oni so pa šli. Zakaj so pa ti listi tukaj? Piše, Jezus živi. Kdo jih je sploh prinesel sem? Slišijo se govorice, da Jezus, ki je bil križan, ostal od mrtvih.
To pa je dogodek, kaj takšnega se še ni zgodilo v naši deželi. Predlagam, da se odmaknemo tu, ti napisi nam lahko povzročijo nevšečnosti. Poglejte, nekdo je že prinesel listke z napisi. Prostora je dovolj, da tudi mi dodamo svoje listke. Jaz grem po dekleta, ki tam čakajo. Nekdo nas je prihitel, tu so že eni listi. Naši listki so majhni, ti so pa veliki, nihče jih ne bo videl. Tako je, poglejte, na vseh listkih je sporočilo Jezus živi. Nič hudega, pomembno je, da vsi prinašamo isto sporočilo. Poglejte, tukaj je še več listkov z istim napisom. Sporočilo, da Jezus živi, se širi. Super. Zdaj me ni več strah, če me kdo vidi tu. A se tudi ve sprašujete, kdo je dal te listke sem? Poglejte, tukaj so še ene listke. Ne, te večje liste smo metri prinesli, ostale pa še nekdo, ne vemo kdo. Očitno se sporočilo, da Jezus živi, širi. Še vidva ga lahko pripravita in dodata k našemu sporočilu. Zdaj pa nič več skrivanja, kaj ne? Jezus živi, to morajo vsi ljudje vedeti. Da, zato tudi midva prinašava to sporočilo in ga dodajava k vašim sporočilom. Bi še kdo rad ponesel to sporočilo v svet? Tako pomembno sporočilo mora odmevati po vsem svetu, zato brž na oder. Novica neba,
laži. Praviš, da si oče, oče vseh ljudi in da sestre, bratje smo mi vsi. So pokorni ti vetrovi, še demoni klonijo. Zdraviš bolne, greš po vodi, množice te iščejo. Obstojim brez besed pred teboj, moj Aba, Oče. Vem, da je prav vse mogoče, osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen. Le poklonim se, ostanem brez besed. Nikdar nisem še okusil ničesar kot ljubezen tvoja je. Dal si sina, da na križu odplača moje je dolgove vse. Obstojim brez besed pred teboj, moj Aba, Oče. Vem, da je prav vse mogoče, osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen. Le poklonim se, ostanem brez besed. Dragi bratje, drage sestre v Kristusu, Gospodovi mizi ne prihajamo zato, ker smo tega vredni, ampak zato, ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas sprejema, njegova navzočnost nas hrani. Sveto pismo nas vabi, naj se pred Gospodovo večerjo, torej pred obhajilom, presodimo. Ne iz strahu, ampak da bi milost prejeli v veri in hvaležnosti. Zato govorimo: Vsemogočni Bog, usmili se nas. Grešili smo proti tebi in drug proti drugemu v mislih, besedah in dejanjih. Odpusti nam zaradi Jezusa Kristusa. Obnovi nas po Svetem Duhu, da bomo živeli po tvoji volji in hodili v tvojem miru. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Vsemogočni in usmiljeni Bog se nas je usmilil, zato se veselimo. V srcu se pokesajmo, v tišini pa Bogu spovejmo in priznajmo svoje grehe. Če svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Sveti v Gospodu, prisluhnimo veseli novici. Kdo nas bo obsojal? Samo Kristus nas lahko. Toda Kristus je umrl za nas, Kristus je vstal za nas, Kristus moli za nas. Kdo nas bo potem takem obsojal? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
Torej, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Razglašam, da so nam v njegovem imenu grehi odpuščeni. Zato lahko hodimo v svobodi, počivamo v dušnem miru in živimo v ljubezni. Dvignimo svoja srca in se zahvalimo Gospodu, ker je dober in ker vekomaj traja njegova dobrota. Vstanimo in v občestvu cerkve skupaj molimo molitev, ki nas jo je naučil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. V noči, ko je bil izdan, je Gospod Jezus Kristus vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat ga pijete, v moj spomin. Naš Bog in Gospod, prosimo posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo, njegov slavni prihod pričakujemo. Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja. To je Kristusovo telo za nas darovano. Si bil tam, ko je v grobu
Gospodovo večerjo obedujmo v veri, upanju in ljubezni skupaj. Vzemite in pite iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. To je zelo dober znak. To pomeni, da nas je zelo veliko se zbralo, več kot običajno, in ravno tako bomo skupaj povezani, ker smo z ljubeznijo, s hvaležnostjo, vero, in bomo to nadomestili na tak način, da vzamemo vsi skupaj z mislijo tudi na tiste, ki so del nas, vendar je za njih zmanjkalo, za kar se opravičujem. Torej, v hvaležnosti, miru in edinosti vzamemo skupaj.
naše prazne kozarčke oddamo v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, tvojo slavo smo videli, na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelijo odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Pred Božjo besedo bomo pobrali še prostovoljno nabirko z veselo pesmijo Srečen sem, Bog je dvignil me. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, nekje sem prebrala tole misel. Velika noč ni dokaz, da Bog obstaja.
je dokaz, da svet ne deluje več po starem. Pa poskusimo to tezo na današnjo velikonočno nedeljo dokazati z naslednjim odlomkom, ki ga bomo prebrali iz Evangelija po Janezu, 20. poglavje, od 1. do 10. vrstice sledeče. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, še v temi, k grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitev in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu in videl je in veroval. Nista še namreč umevala pisma, da mora vstati od mrtvih. Nato sta se učenca vrnila domov. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Dragi zbrani, poskusimo si prebrani odlomek zavrteti približno 2000 let kasneje, kjer bi današnji tabloidi pisali nekako takole. Jeruzalem, 5:27 zjutraj. Piše Marija Magdalena, raziskovalna novinarka v običajnem judovskem svetu brez volilne pravice, ker je ženska. Če ste danes zjutraj odprli telefon in iskali rutino, vreme, promet, športne rezultate, dogajanje po svetu, ste zamudili novico leta, ker se je zgodilo nekaj, kar ne sodi v nobeno rubriko. Kraj dogodka. Zasebni vrt na robu mesta, izsekan v skalo, zapečaten grob, nazaj potisnjen kamen. Ne, to ni teorija zarote, to tudi ni vandalizem, to ni umetniška akcija. Tu so dokazi. Dokazi za zločin, popolni. Križ še stoji, les, ki je nosil težo trupla, javna usmrtitev potrjena. Žeblji nepoškodovani, ni znakov, da bi telo dali nazaj. Grob nedotaknjen, brez sledi vdora, brez razbitin, brez kaosa. Povoji na svojem mestu, urejeni, zloženi, tako kot jih pustijo pri koncu. Prtič, veste, tisti za obraz, ločen, posebej zložen, kot po postopku. Smrt, vse kaže na njo. Truplo, ni ga. Ker tega ne more razložiti ena oseba, sta na kraj prišla dva neodvisna strokovnjaka, dva izvedenca, vsak s svojim profilom. Simon Peter, poznan kot nekdani podpornik žrtve, podjetnik, dokaj uspešen, racionalnež, ne verjame, če sam ne preizkusi. Prvi pričevalec pri večjih dogodkih, izkušen, pragmatičen, previden, cerkveni veljak. Peter si je nadel rokavice, pogledal je povoje, dotaknil se je prtiča, ni govoril. Če bi šlo za krajo, je po dolgem molku rekel, bi bilo to narejeno drugače. Ni dodal ničesar več. Drugi neimenovani sodelavec, v poročilih naveden kot učenec, ki ga je žrtev imela posebej rada, iz znanih razlogov se ne izpostavlja. Mlajši, brez funkcije, brez posebnega statusa, a baje precej bister, zelo bister. Tekel je hitreje, prišel prvi, a ni stopil takoj notri. Ko je vstopil, je stal dolgo. Nič ni posnel, ničesar komentiral. Na moje vprašanje, kaj vidi, je rekel samo, to se ne sklada z ničemer, kar vemo o smrti. Potem komentira še tišje. Vidim in verjamem.
Nihče ni sklical tiskovne konference, ni bilo sloganov, ni bilo pozivov, Peter in drugi izvedenec sta odšla domov. Ta primer ostaja odprt. Ne zato, ker nimamo dokazov, ampak zato, ker imamo preveč tišine tam, kjer bi morala biti smrt. Če se vam to zdi nemogoče, imate prav. A izvršeni zločin brez trupla je morda najbolj natančna definicija velike noči. Konec navedka. Dragi prijatelji, velika noč, smo prebrali, se začne v temi, ne v aleluji. Začne se z žensko, ki nima nobene veljave po judovski zakonodaji. Začne se z depresijo, izgubljenostjo in tesnobo. Velika noč se začne s tekom. Vsi akteri tečejo, ker življenje ne čaka, da bomo pripravljeni. Ker življenje teče mimo tistih, ki obstanejo ali včasih obstanemo pri grobovih preteklosti. Ker tudi mi vsi tečemo v iskanju smisla, v iskanju ljubezni, v iskanju nečesa, kar je več od tega, kar smo izgubili. In prav tam, kjer človek steče za življenjem, se začne velika noč. Velika noč se začne pri grobu, v katerega se moraš skloniti, ker vstajenja ni mogoče videti z razdalje, ampak samo iz drže ponižne bližine. Današnji sodobni človek se mora skloniti pred lastnim sramom, pred porazi, ki jih skrivamo, pred izgorelostjo, pred odnosi, ki so nam umrli, pred iluzijo, da imamo vse pod nadzorom. Velika noč se začne pri kamnu, torej tam, kjer mislimo, da je konec, da je zapečateno, da je preveč težko, da je preveč zaprto, da je predaleč, da je nedosegljivo. V tedanjem svetu je namreč kamen pomenil dokončnost smrti, zapečatenost groba. Za človeka 21. stoletja je kamen lahko diagnoza, ki se ji reče neozdravljivo stanje. Oznaka, z vzgojo sem res zamočil. Notranji stavek, zame ni več poti nazaj. Sistem, ki pravi, če nisi uspešen, nisi dovolj vreden. Preteklost, ki je ne more odvaliti nihče drug, razen Bog. Velika noč, dragi prijatelji, se rodi tam, kjer tečeta dva. Med Petrom, predstavnikom cerkve, reda, odgovornosti in neimenovanim učencem, za katerega seveda vemo, da je sam evangelist Janez, ki je predstavnik bližine, odnosa in tihe vere. Rodi se med tistim, ki nosi težo zgodovine, kolektivno vero, in tistim, ki nosi toplino srca. Med Petrom, ki trdno stoji v nauku in zdravi doktrini, in Janezom, ki veruje in ima osebni odnos z odrešenikom. Janez hiti v iskanju smisla, zato Petra prehiti, a ga pred grobom vendarle počaka in ne vstopi prvi. Velika noč med njima namreč odloži rivaliteto, tekmovalnost in rodi spoštovanje. Janez spoštuje Petra, torej priznava vlogo cerkve, ki jo Peter skala prispodablja. Janez pa v vsej svoji ponižnosti ostaja anonimen, ker ga definira eno, odnos z Bogom. In veste, ta isti brezimenjak, ki tudi piše evangelij po Janezu, ki ga Bog tako neizmerno ljubi, sva lahko tudi jaz in ti. Tudi midva lahko postaneva ljubljena učenca. Velika noč, dragi prijatelji, se začne tudi tam, kjer končno odložimo svoje povoje, s katerimi smo si morda zvezali srce, da nas ne bi več bolelo. Velika noč se zgodi tam, kjer si upamo biti brez povojev, kjer nismo več popolni, a smo resnično živi. Judje so trupla ovijali v povoje, saj so s tem hoteli ohraniti dostojanstvo trupla. Želeli so preprečiti, da bi se telo prehitro razpadlo. Uporabljali so tudi dišave, ki so upočasnile vonj razkrajanja.
Povoji torej označujejo vse tisto, kar pripada smrti. Povoji so naši človeški načini blaženja notranjih ran, ki nas pestijo. Morda so danes v povojih naše roke, ki bi rade objemale, pomagale, pa so zvezane, ker smo bili prizadeti, ker nas je bolelo, ker se bojimo, da če bi še enkrat kaj dali, bomo spet preveč izgubili. Morda pa so v povojih naše noge, ki bi tako rade šle naprej in začele znova, stopile iz kroga stare bolečine, pa ne zmorejo, ker se preveč bojijo prihodnosti. Morda pa je v povojih naš glas, ki bi končno rad povedal resnico, izrekel bolečino, priznal ranljivost, pa molči, ker smo se naučili, če smo tiho, smo varni. A molk, ki je povoj, počasi zaduši življenje v nas. Najpogosteje pa je v povojih naše srce, ki ne zaupa več, ki je utrujeno. Povoji 21. stoletja niso več iz blaga, so iz algoritmov, urnikov, prenasičenosti, identitetne krize in notranjih dogovorov, ki smo jih morali skleniti, da smo preživeli. Povoj je lahko digitalni, telefon in zaslon, ki nam sicer omogoča stalno povezanost, a brez pristne prisotnosti. Zaradi tega povoja si morda ne upamo več razmišljati o vprašanju, kaj nam v resnici manjka. Morda pa je naš povoj delovna produktivnost kot eden izmed najbolj sprejetih povojev današnjega sveta. Biti uspešen, biti učinkovit, imeti dosežke. Pa ne zato, ker smo pohlepni, pač pa zato, ker svojo produktivnostjo skrivamo praznino in bolečino. Morda pa se oklepamo povoja samozadostnosti, ko skušamo kot majhni otroci vse početi sami, zaradi razočaranja, ker so nas izdali, ker ni bilo nikogar takrat, ko smo ječali v bolečini, a s tem smo si postavili zid in postali osamljeni. Mogoče pa se moramo znebiti povoja nadzora, ki je v resnici strah preoblečen v moč. Na družbeni ravni nadzorujemo ozemlja, začenjamo vojne, nadzorujemo svobodo in resnico ter prihodnost, na osebni ravni pa ves čas nadzorujemo svoje medosebne odnose, pričakovanja in čustva. Toda ko nadzor postane pomembnejši od življenja, se spremeni v nasilje. In končno velika noč se začne z loženim prtičem, začne se s kosom blaga, ki je bil po judovskih običajih uporabljen za pokritje glave umrlega. Prtič je torej tisto, kar zakriva obraz, kar zakriva identiteto, ko je odnos prekinjen. Prtič je v prenesenem pomenu pokrivalo za naš sram. Bog je človeka ustvaril po svoji podobi. To pomeni, da nas je ustvaril z obrazom, ki bi moral biti obrnjen k drugemu. Naša identiteta nastane v odnosu. Toda prvi človek, Adam, se skriva, zakriva si obraz in zato njegovi odnosi z Bogom in bližnjimi, družino, začnejo počasi umirati. Od takrat dalje si ljudje zakrivamo svoje obraze, nadevamo si maske, prtiče, da nas drugi ne bi več videli. Velika noč se torej začne tam, kjer odložimo svoje obrazne maske. Ko odložimo vse tisto, kar nas teži, vse, kar nam je bilo kadarkoli izrečeno, ko so nas drugi ponižali ali pa, ko smo svojimi dejanji ponižali druge mi. Velika noč ne pomeni, da nam Bog daje nov obraz in izbriše starega, da nam da novo identiteto. Pomeni pa, da nam Bog daje dovoljenje, da si prenehamo zakrivati obraz. Ker je Kristus odložil prtič, se je zgodilo nekaj radikalnega. Naši obrazi niso več ujeti v sram, naši odnosi so spet mogoči in to je prava obnova. Človek je spet ustvarjen, ne za vlogo, pač pa za odnos. In velika noč je trenutek, ko si življenje prvič upa pogledati na svet brez prtiča. In ko je Janez videl povoje in prtič, je veroval.
On ni videl ustalega Kristusa, on ni videl čudeža, on ni videl zmagoslavja. V povoju in v prtičih je prepoznal Boga, ki dela vse novo. Ta njegova vera ne pomeni, da bolečine ni več, da izgub ni več, da solza ni več. Pomeni pa, da nič, kar je bilo resnično ljubljeno, ni izgubljeno. Družina, prijateljstvo, poravnani računi, odpuščanje, mir, radost, cerkev, skupnost, spomin na naše drage, ki jih več ni med nami, in upanje, da se bomo z njimi ponovno videli. Bog, ki nas obvezuje z novim povojem, povojem ljubezni, ki nikoli ne mine, nam danes daje novo priložnost. Naše identitete niso več izbrisane. V Božjih očeh nimamo statusa izbrisanega, pokritega s prtičem, pač pa imamo status Božjega otroka. In vse to, ves ta razmislek, se Janezu zvrti pred očmi. Janez ugotovi, da je učinek velike noči v tem, da smrt nima oblasti nad življenjem. Najbolj zanimivo pri prebranem odlomku pa je, da se velikonočna vera ne konča pri grobu, ampak se nadaljuje v kuhinji, v šoli, v službi, v cerkvi. Prebrali smo namreč, da sta šla Peter in Janez domov. Vera, ki se je rodila ob praznem grobu, je morala postati življenje. Grški izvirnik ne govori o domu kot hiši, pač pa govori o domu kot kraju vsakdanjosti, kjer se mora velika noč dejansko udejaniti. Dom pomeni prinesti življenje v odnose, ki še niso ozdravljeni, v rutino, ki ni sveta, v utrujenost, ki ne izgine, v spomine, ki še bolijo. Dom je končno tudi cerkev, prostor, kjer smo lahko brez maske, brez vloge, brez slave. Vero, rojeno ob praznem grobu, moramo odnesti tja, kjer se pere posoda, kjer se molči, kjer se prepira, kjer se ljubi. Dragi prijatelji, morda ste danes tukaj in ne čutite aleluje. Morda vas je strah. Morda smo utrujeni. Morda pa vsi skupaj nosimo v sebi nekaj, o čemer ne govorimo nikomur. Morda izgubljamo zaupanje. Morda nas je življenje zlomilo bolj, kot si upamo priznati. Morda smo postali preveč previdni, zaprti, trdi, pa ne zato, ker bi želeli, ampak ker je to preprosto varneje. In če smo danes tukaj s takšnim srcem, potem je velika noč krasna priložnost za vse nas. Bog namreč ne vstopa v svet tam, kjer je vse urejeno, ampak tam, kjer je srce utrujeno. Bog nas za veliko noč ne prepričuje, on nas preprosto sreča, ne kriči, ne sili, ne postavlja pogojev, ne pritiska. Pride zelo tiho in reče samo eno stvar: vem, da te je strah, to, da nisi sam. Velika noč ne odstrani vseh naših ran, zagotovo pa odstrani sram pred njimi. Ne vzame vseh naših bremen, zagotovo pa vzame osamljenost in stisko, da jih ne rabimo več nositi sami. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj varuje vaša srca in vaše misli po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Drage sestre, dragi bratje, to bogoslužje bomo zaključili malce drugače, kot simbolni opomnik, kje in kako se lahko začne velika noč. Zato boste prav vsi, torej družine, pari, posamezniki, ki morda nimate svoje sekundarne družine, imate pa zagotovo vse nas, vsi bomo dobili majhen lonček. V tem lončku se skriva seme. To seme lahko v ta lonček posadimo. Gre namreč za simboliko. Seme je majhno. Seme je krhko, kot včasih naše življenje. Toda, ko bomo seme pokopali v zemljo, bomo s tem simbolično odložili vse povoje in prtičke. Seme bo na videz videti mrtvo.
Toda seme zraste šele, ko ga položimo v zemljo, v prostor, kjer nima nadzora. Morda bo letos velika noč prav to, da nekatere strahove, rane, zadržanosti nehamo nositi v srcu in jih kot seme zaupamo Bogu. Dragi prijatelji, ta mali lonček s semenom gre danes z vami domov. Gre k vaši mizi, gre k vašim otrokom, gre k vašim dvomom, vprašanjem, pogovorom, tišinam. Ko boste prišli domov, vas vabim k družinskemu izzivu, da ga posadite skupaj, kot družina, kot par, kot stari starši z vnuki, če pa ste sami, pa preprosto z nekom, s katerim ste dobri prijatelji, kajti nihče v tej cerkvi zagotovo ni sam. Ko bodo ta semena rasla po naših domovih, simbolično ne bodo rasle samo rože, ampak bo rasla ena čudovita zgodba. Zgodba ljudi, ki so si upali in dovolili upati. Zgodba družin, ki niso obupale nad sabo. In končno zgodba cerkve, ki veruje, da življenje vedno najde pot iz teme. To bo zgodba posameznikov, ki so ugotovili, da niso sami. Ta mala roža bo znak, da velika noč ne ostane tukaj v cerkvi, ampak se razširi v domove, v službe, na ulice, v naše medsebojne odnose. In ko bo ta roža rasla v naših domovih, bo rasla tudi naša cerkev. In ko bo rasla naša cerkev, bo svet okoli nas lažje verjel, da smrt preprosto nima zadnje besede. Drage sestre, dragi bratje, v letošnji veliki noči nam želim veliko noč, ki nas ne bo pustila več živeti na avtopilotu. Če je Kristus vstal, potem se končno vsi skupaj premaknimo v življenje. In dokler bomo poslušali pesem, ki jo bo zapel mešani pevski zbor naše cerkve, ki govori ravno o tem, da je Kristus vstal, vam bomo v tišini ob poslušanju te čudovite glasbe z duhovnikom razdelila te lončke. Stal je, da
Draga Božja družina, danes ste me nekaj velikega naučili. Da je moja vera, čeprav sem duhovnik, očitno premajhna. To ne pomeni, da vsi tisti, ki niste dobili te pozornosti, je ne boste dobili, pa vendar je to odraz velike noči, da cerkev raste, da je cerkev živa, da je cerkev živ organizem, pri čemer vsi tisti, ki ste danes dvakrat ostali brez, torej tako pri gospodovi večeri kot sedaj, verjemite, da niste pozabljeni in da ste me letošnjo veliko noč naučili zelo veliko, da moram gledati širše. Dobro, da Jezus pravi, prvi bodo zadnji, zadnji pa prvi. Prejmimo duhovniški blagoslov. Gospod naj te varuje in blagoslovi. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.